Aida je kar dobro postrojila direktorčke. Vidva pa sta žal odpuščena. Konc debate. Pa celo zaposlila svoje prijateljčke. To so veliki ljubitelji in poznavalci čokolade. Jure, Tajda in Kim. Bravo! No, super, zdaj smo pa komplet otroški vrtec. Pri nas doma pa smo začeli s terapijo. Ta prvi je bil na vrsti foter. Terapija pa je bila realitetna. Kaj pa je tole, a? Kaj? A si mogoče postal zbiralec redkih steklenic? A boš dodal v kolekcijo? Izkazalo se je, da je Gorazd foter Tininega otroka. Zdaj bi me pa na vsak način rad prepričal, da to ni res, pa da ima argument, ki ga pa še ne more zdaj pokazati. Bla, 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 sama jajca, no. Tale otrok tukaj, v mojem trebuhu, je tvoj. Fuknjena ti, ali kaj ti pa je? A si nora, ali kaj? Kaj pa zdaj govoriš? Kaj ti je? Konc je. Ej, Maja, daj počakaj, pa valjda ne verjamem. Na konc pa še Janez. Kako pa sem vesel, da si prišla. Super, zdaj se bo vse zrihtalo. Zdaj boš pa ti meni pomagala, da se bom skinil. Stoj zato, ker sem prišla povedati, da je konc. Zakaj? Zato, ker se ne smem več družiti s tabo, ker so to pravila komune. Ker ne smem biti več džanki, ker lahko še sama not zapadem. Meni je ful žal, res. Oprosti, vso srečo, pustiti držim sam, boš moral sam. Koliko je vse to zafaclano? Le kdo bo to odvozlal? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Kako si mogla odpustiti tista dva poslovneža? Mislim, to sta ja bila super menedžerja. Kdo bo pa zdaj vodil podjetje? Ti sam nas ni skrb, mami. Jaz sem mrtvica in to je moja skrb. Sploh pa bo tovarno vodil stric Francer, ki jo je vodil v bistvu še prej sta dva važna poslovneža sploh služba prišla. Res je, drži, ja. Jaz sem delal v tovarni še preden sta se one dva sploh rodila. In tu tovarno znam voditi, to ni tak problem. Res je pa tudi, da potrebujemo novega direktorja marketinga, vsaj uradno. Na tem področju je veliko novitet, novi računalniki, internet, novi mediji, ne? No skrbi, direktor marketinga bo Jan. On ful obvlada internet. Po TV-ju pa itak skozi sam reklame gleda, a ne, Jan? Če ti tako rečeš, okej. Pomagani mu bodo pa še Jure, Tajda in Kim. Oni bodo svetovalci direktorja marketinga. Jo, ne bodijo otročja, posluši. Direktor ne more biti otrok, to mora biti odrasla oseba, stara najmanj 30 let. Kar računi. Če njihova leta skupaj sešteje, so starejši 30. Pa še res je. Res pa je, Aida, da otrok ne moramo zaposliti. In tako bo moral biti na papirju zapisan kot direktor marketinga tudi jaz, ne? Samo s takšnimi pomočniki, kot ste vi, se pa ničesar ne bojim. Prepričan sem, da ste svojo fantazijo boljši od 10 japijev. Ja, a se je vam tudi zrolal? Če se lastnica strinja,
Z moje strani je dogovor sprejet. Vela, stric Franci. Tudi če vas ne moram zaposliti, boste vseeno dobili plačo. Hvala. Znate? In da vedno pridete v biznis obleka. Seveda, gospa Čelik. No, zdaj bo pa denar še za obleke dajala. Posluš, mami. V našem podjetju je od zdaj naprej obvezen optimizem. Če boš črno gleda, si boš mogla poiskati drugo službo. Razumem, šefica. Sam jaz bi tudi rabila zdaj kakšen cekinček ali dva za nov kostimček. 1, 2, 3. Na uspeh podjetja. Hvala. Na zdravje. Na zdravje. Na zdravje, Ida. Na zdravje. No, kaj je, Maja? A sta se pomenila? Mami! Kje je Janez? Kje? V sobi, vendar, ves čas je v svoji sobi. Najprej imel Špelo, je bila na obisku, ampak je že šla. Kakšna Špela, kakšna soba, Janeza sploh ni. Ja, kako da ga ni? No, gotov je v sobi, v postli pod odejo. O, ti Boga! Res ga... Oprostite, gospod župnik, res ga ni. Skozi okno je všel. Maja, 5 ga greva iskat, no? Ja, 5 greva. O, moj Bog, tole je pa preveč za nas. Preveliko breme si nam naprtil. Bratco, kaj ste se pobotali z Majo? Joj, ne, še ti. Čist me je skenslala. Res. Mislim, lih se hočeva pobotati, se pobotava in se pojav Tina, razumeš, in vse je pokvarno. Daj se bo zrihtel. Ma ne morem verjeti. Se bo zrihtel, sam malo si pa tudi sam kriv. Pa kako sem sam kriv? Kaj čem biti sam za krivno? Prasica je navalila name, še sam ne vem zakaj. Ja. Mislim, a veš, no, prav fauš sem vam recimo z Janezom, ki je človek v taki štali, kaj je, pa se še vedno dole štekate, no, kaj? Pusti Janeza, ker nista več skupaj. Nista več skupaj? Kaj? A on tu tebe skenslal, kaj? Ne, jaz sem njega. Ti si njega skenslala? Ja, pa ne moramo biti več skupaj zdaj. Jaz sem clean gorast, jaz ne morem družiti z džanki, ki bi spet zabredle. Razumeš, tako so pravila komune in ne morva biti več skup. Špela, on je na igli zaradi tebe. Pa človek bi se fentil zate, ti ga greš podpikat. Mislim, sorry, to se meni res ne zdi ferno. Konc je. Vsega je konc. Pa toliko smo se matrali, da bi ostal čist. Zdaj pa spet vse od začetka. Pa, Štefka, ne bodite no tako črnogledi. Ja, Štefka, se ga bosta Jože pa Maja gotov prej našla, preden bo naredil kakšno neumnost. Vem sam, da se mu ne bo kaj zgodilo, da si ne bo kaj naredil. Ne. Štefka, zdaj je pa dovolj obupavanja. Čas je, da se sami lotimo problema in da mislimo in upamo, da bo vse v redu. Boste videla, Štefka, vse bo še dobro. Vse bo še dobro, Rozi. Držite se pa z Bogom. Z Bogom. Z Bogom, gospod župnik. Res, vse bo v redu, Štefka, verjemi. Moramo verjeti, moramo. Ja, pa take delovne stvari so tudi, ne. Sem nekaj še pogledala. Kuku! Lep arestantski pozdrav vsem skupaj! Peca moja! No, 5 stran. Kaj bi si ga klopte? Poslušaj, Špilca, žal ne bo šlo več. Rado je avtomatsko postal moj
Privesek. No, daj še reči, desna roka ali pa angel varuh. Veš kaj, res sem vesel, da spet čista. Ja. Ma se bom tudi jaz malo zmazal, veš, pa se bom pa tudi tega preveska z nebu. No, daj, ni lepo, da reče policiji privesek, ne? Ljubica moja. Poslušaj, nobene intimnosti več med nama, kaj? Ja, res, kar nekam velik nas je ratal zadnje čase. Ej, kako se bomo pa organizirali glede spanja danes? Veš kaj, midva bova spala skupaj v najni spalnici. Ja, pa še jaz privesek. Ja, seveda. Samo jaz in ti in tvoja večno prisotna senca. Mi trije smo najboljši par. Ja, lahko, komod. Dej, zdaj, ko smo še lih pri tem, ne, midva Špelo imava tudi svojo sobo, ne? Opa, tako pa ne bo šlo. Gorazd, ti boš lepo spal pri meni. Tukaj ob klavirju bomo postavili poslo in bova tukaj spala. Ni šans. Ja, kaj je? Jaz rabim nekoga, da mi lepo prinese vodo po noči, sem žejna, ali pa da mi pomaga ostati, če moram na stranišče. Ja, Gorazd, počas boš lepo prevzel odgovornost za tega otroka in za mamico, ko nos tega dojenčka, veš? Čakaj. Tinči, a sem jaz tole prav slišal? Gorazd! Gorazd, kako smo? Rec mi, da ni res, no! Sej ni res! Sej ni res! Pa dobro, kje hodita? Mene bo pobral od skrbi. Škoda, da je gospod že šel. Bi vsaj še kakšno tolažilno besedo znal povedati. Prepozen? Kaj? Prepozna sva pa. Ojoj. Je že našel dilerja. Ojoj. Ne vedel bi, kako se v strup sprebrača vse, kar srce si slabega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharjev notranjih bigračev. Ja, prepozna smo bila, ful prepozna. No, sicer je pa moj foto še kje druge zelo prepozen. Naprimer, ko mu nikdar ni vklopil, kakšen drek smo mi doma zabredli. Mislim, kako lahko enemu tako počas delajo klikarji? Jaz ne vem, no. Spat gremo. Jaz bom nocoj pri otrocih. Lahko noč, Rozi. Lahko noč. Lahko noč. Napet. Lahko noč, Jože. Pa ne obupati. Lahko noč, Rozi. Saj to ne more biti res. Vse je zaklenila pa pospravila. No ja, se mogoče pa tako tudi prav. Ma naj gre vse skupaj k vragu. Moja zadnja rezerva. Saj nimam kaj izgubiti, če sem že vse izgubil.
kamor je šel bek, ne gre pa še štrk. Zaspančka, zbudta se. Hej, da ne bosta cel dopoldne prespala. Hej, zbudta se. Hej, Koren, zbud se. Tamle. Jo. Jaz moram v mesto, veš. Jaz tudi. Jaz grem staviti. Ne gre, no, Koren. Prosto. Kdaj drugič? Rado. Ja? Poslušaj, jaz mogu jeti kaj... Kako? Tako, kot znava. Tako, kot znava. Jo, jebe! Dobro, jebe ti! Jo, sorry. Dobro. Veš kaj, pa daj lepo te prosim, že enkrat odklen ta preklet železje, da vsaj enkrat ostal kot človek. No, veš, da ne gre. Ja, kako ne gre? Slušaj, se zadnje moram jaz na stranišče, viš, narava kliče. Pet. No, vse grem. Pet. Ti pa klevečo. Se veš, da moram jaz 24 ur na dan na te. Pazit. Služba je služba, ne? Ja. Družba pa družba. Pa čeprav družba enega takega prekletega podrepenega policaja, tako kot ti. Ampak veš kaj, odleže pa. Kaj? Zdaj moram pa še jaz. Ne. Pa še v blico moram. Ja, daj. Čakaj. Kako greš? Ja. No, pet. Pet. Pomaga. Pomaga. Super. Hej. Poslušaj, ti tole pa ni fair. Pa ti tole... O moj bog, kako si zasmradil. Pa dej... Odnosno, jaka! Kaj pa moram, če me je pa nagnal? Ja... Veš, ta naša policijska menza kuha, ki včasih hoja na... Vsak dan imamo ta pasulj. Pa ne govori, kdo in reč, ti opravljaš veliko službeno potrebo. A veš kaj, Rado? Tole, ker voham, ti upravljaš eno ogromno gromozansko potrebo. Joj, daj že hiter nehaj, jaz bom v medlu. Pomaga. A si videl, ko je to kompensija? Daj hiter. Kar sedite. Že tako malo zamujamo. Rada pa bi, da čim prej začnemo s sestankom. Danes se moramo dogovoriti glede nove reklame, ki jo bomo posneli. Tajnica, se pravi gospa Anja, lahko prosim razdelite dnevni red. Kot sem rekla, se moramo dogovoriti glede nove reklame, ki jo bomo posneli. Gospod Jan, a boste lahko do jutri pripravili kakšen osnutek? Jasno, gospa generalni direktor. Vi, gospa Tajda, pa boš gospodu Janu pomagala pri ideji. Seveda, gospa direktor. Ti, gospod Jure in gospa Kim, videl pa prosim, če odkrijete slabosti čokolad naše konkurence, da bomo lahko v reklami poudarili naše prednosti. Seveda, gospa direktor. Razumem, gospa šefica. No, kaj pozabila? Ne, nič, gospa direktor, vse je v redu, v najlepšem redu. S tem je današnja seja končana. O naslednji vas obvestim. Hvala in nasvidenje. Upam, da je zapisnik seje napisan. Seveda, gospa direktor, jasno. Nasvidenje. Lepo pozdravljeni. Nasvidenje. Aida, te lahko prosim nekje? Lahko. Jaz bi rabo malo denarja. Zakaj pa?
Za reklamo? Ne, privatno. Za očija, veš. Sem mislil šparati od plače. Sem to bi predolg bil, Korenovi pa rabijo zdaj denar. Ko oni so revni zdaj. Pa če ne, bo oči ful časa šel v zaporu. Ja, ni problema, Jan. A, tako? Hvala. A, ni problema, Jan. A, ker sem te pa jaz prosila, da bi mi posodila za verižico, pa mi nisi mogla dati. Za tega Korena ti pa ni denarja škoda. Vsi bojo imeli korist od tega denarja, sem jaz, ne? Čist nihče te ni nič vprašal. Mala, nekaj vam povem. Ko bo enkrat tega denarja zmanjkal, se pasta vidi mene. Rozi, medvi bi šli po nakupih. Ja. Se boste popazili na Janeza, ne? Ja. Ne ga pustiti, tudi na dvorišče ne smete. Ne, pazila bom nanj, kot bi na svojega sina. Se vem, Rozi. Dio, Janez. Pa gledaj, ne bo spet kakšnih neumnosti počel. Se veš, da te bomo smeri najdel. Pa če bo treba na konc sveta. Adio, Rozi. Adio. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Janez, kaj te muči? Kaj te je tako prizadel, da si moral vzeti mamilo? Mi mirno plavala. Bi moja barka. Tako jo imam rad, Rozi. Se vem. Tako jo imam rad. Zaradi nje sem mamila probal. Zanjo sem jih hodil kupovati. Zdaj pa, ki se je ona pozdravila, pa jaz se pa ne morem toliko hiter, pa se trudim, pa bi rad. Zdaj me je pa pustila. Res, jaz jo razumem. Ampak Rozi, jaz ne morem brez nje. Ona je... Jaz imam njo tako rad. Jaz brez nje ne morem. Rozi. A se vam ne zdi, da smo zdaj na dnu? Da nižji ne moramo? Ne vem, občutek imam, da gre lahko še nižji. Veš kaj, bom kar z njo govorila. Tega pa res ne dela prav. A bi res govorila z njo? Bom, brez skrbi. Sej, po mojem je Špela to ni mislila tako, je govorila tako bolj, najbrž šlo za nesporazum. Ja, najbrž je res šlo za nesporazum. Ona ni mislila tako, ona ni slaba punca. Ne. Jaz njo razumem, veš. Tudi, če bi ona mene hotela pustiti v redu, jaz jo razumem, ampak jaz moram vedeti, a me ljubi ali me ne ljubi. Jaz ne vem tega, to me bega, to jo hočem vprašati, to jo mora nekdo vprašati zame, a me ljubi ali me ne ljubi. Janez, jaz mislim, da te zagotovo. Ker če me res ljubi, a veš, kakva muka je to vse za njo? To, da se mora odpovedovati ljubezni, veš, kako je to za njo težko, Rozi. Veš, kako mora trpeti. Joj, Janez, kako si ti en fejst fant. Kako si ti en fejst fant. Zagotovo bom govorila z njo, veš, zagotovo. A boš res? Bom. No, dobro.
Ja. To ne všlo, no. Daj moj več po mlado tja v kuhno. Veš kaj, ti kar pejt, jaz jem samo slivovo. Nakud je ne me zezat, no prosim, no, veš, da ne morem sam. Poslušaj, pa jaz tebe ne zezam. Odklen se lepo, pa boš šel lahko kamor hočeš, ampak jaz druge kot slivove ne jem, jasno. Ti veš, da jaz lahko sam nekaj rečem na policiji, pa tudi čez vikende našeč hodil domov. Veš to? Ja. Pa pega. Jasno. Pa pega. Jaz zdaj pa tako ne naredila. Ti boš tole lepo držal, takole, a veš? Jaz bom pa mazal krh. No, pa daj. Kravice. Živjo! Sedel z nas dan. Živjo, Joža. Poglej, fanta. Kakšen tandem. Prav igram park. Ne zezi, Jožka, ne zezi. Tija, bi prosim še mene enega namazal, no? Soči. No. Dobar dan. Dobar dan, gospod Miladin. Kar naprej. Kako ste kaj? Hvala na vprašanju, kar dobro sem. A vi? V redu. Marice, a je včeraj potem prišel tisti gospod Karadžordževič? Kje pa? To je čiste neresen človek, veste, tako sem besna. Pa še upravič se ne, veste. Neverjeten. Enojte. Ja, pravzaprav pa se vsem. Sej vedva sva se kar lušta imela, ne de? Vsete se. A veste, gospod, že dolg mi ni bilo tako lušten, kot včeraj zvečer. Čakajte, tele laske malo popravim. Ampak, zakaj vas pa to zanima? Nič, Manice, kar tako samo vprašam, veste, bal sem se, da vam nisem kakšno taktiko pokvaril. Gospod, sej bi bila kar vesela, če bi mi še kdaj tako taktično večer pokvaril. Hvala Bogu, da bomo končno razhajkali to bando mafijsko. Ja. Ti, Jaka, imaš mogoče še kaj tistega viskija v zanč? Ja, viskija, ja, seveda, ja, tamle je na mis, kar sam si da to, če vidiš, da jaz ne morem, da je... Mater je dober. Pa lahko še malo. Ja, pa daj, no, pa daj. Ja, hvala. Opa. Daj pa teče. No, fantje, takole, ko smo zdaj skupaj pa sami. Posnetki, vse v redu, imamo, okej? Soči, nič ne bo. Čemu? Hočeš reči, da nimata posnetkov, ali kaj? Ne gre, no, razumeš, ne morem tam na prenesno v pisarnah, če skos nekdo okoli mota, razumeš, ne morem enostavno nastaviti teh bubic, no, ki se rečem, koškom. Jaz ne morem, bo treba nekaj drugega. Kako gre že tista? Če Mohamed ne more gori, gre gorah Mohamedu, ne? Mi s kakšnim prosim tega tedga noter več, sam Mohamed je lahko kakšen Al-Kaida, sploh ne veš, ne vas bo kje zašpecil. To je sam pregovor, Rado. Se vem, kaj. Se vem, zezam. Zezaš? No, poslušajte, tole sem hotel reči. Kaj, če bi poskusili Duleta poklicati kar lepo iz Jožinega stanovanja, a? Ti bi lahko naštimal tiste tvoje aparaturce, bi posneli pogovor, pa imamo lepo dokaze. Kaj prav to? Dobra ideja, gremo kar montirati, spet idemo. No, ti kar pet, jaz bom ostal tukaj. Pa da, no, Goden, pa ne me zezat spet, no. Ja, poslušaj, pa sej te ne zezam, no. Vi pa petek ima takaj početi. Mene pa, Rado, lepo prosim, pust malo samega, no. Sejt namanj kamer v žunu. Res bi bil rad malo sam. Vsaj na stranišče šel, sama, veš, tako dobra stara. Sam bi rad bil, a ne? Sam bi rad bil, ja. Kaj pite, gospod, kaj pite? Kaj pite? A res, Rado? Poglejte, kaj pite, gospod? Kaj pite? Ja. Pite, kaj sam ne pite? Stopte pa. Kaj pa greš se i... Ja, ne, tlele se vidimo, pa hopala, pa nadimo, pa svečenga pa zdavga. Kako ste naredili, Rado? Ja, se vidimo. Rado! Dobro pita, Rado. Rado, poslušaj. Vrsta taktika. Živjo, Jaka. Ajde, slušaj. Rado, pa nam tukaj preklinem, kaj tem pesno, Rado! Pa daj me odklen! Poslušaj ti! Prid nazaj! Ja, ti preklet... Kreten policajsk!
ti zaklenil. Pa tele jabčke sem podal. Evo, pogled, tole to. Tele tajnice zdajle na ošrabu. Evo, pa bomo štrombo vzeli. Pa dal sem le. Dela. Tole. Zdaj pa poglej, pa ja, tako je taklele. Kaj imaš pa to? En tak mikrofonček, hlošček se reče od KGB-ja. Takega bi Bush Bled zdaj rabil. Pazi zdaj to. To se takole odšraufa. Pa se ga noter insertira. Pa ne dobro poslušaj. Kako smo tole? Jebe, ti sem dal nagled! Boka, duš doba delajo te ruske stvari. To moram pa natihtat. Zdaj pa dobro. Ti, kva pačkaš tam, Jože, pecam? Nekaj sem zgubil. Ti. Kaj moram zdaj narediti? Zdaj pa v akcijo. Tole pa prav, zdaj noter je mikrofonček. Tole, poglej, zdaj na stand-byu, ki je zelen. Ko hočeš snemat, pa tisneš, pa začne tripati, a vidiš? Kaj pa pol? Pa snema. Zdaj ti pa jaz dam cifre od Duleta, pa ga ti kar lastno ročno zvrcam. Manice. Ja. Manice, kaj biste vi naredili, če bi bili vlasnica te hiše? Jaz? Kaj? Ja. Ja, saj to je pa čisto enostaven. Red bi naredila, gospod, red, a veste, ko zdaj se tlele sploh ne ve, kdo pije pa kdo plača. Predvsem bilo treba urediti stanarine, ker tukaj je totalen haos, a veste, haos popoln. Res je? Ja, gospod, haos. Veste, stanarine bi bilo treba prilagoditi glede na kvadraturo in na pomembnost prostorov. Ja, ampak se ne bi bila vdaruška, veste, bile bi zmirne stanarine, tako ne bi benga udirala, ampak bi še zmeram kje vstaj za skupno blagajno, a veste, mislim tako, da bi bilo kaj za popraviti, pa tako naprej. Ja, ampak, zakaj vas pa to zanima? Ja, nič. Kar tako samo vprašam, jaz sem radoveden. V ostalom nema veze. Dejva pustita pogovora, veste, ker to ima veze s Karadžordževičem, ker njega me pa sem tako besta, da se kar znorim. Z vam se, gospod, raj, kaj vam drugega pogovarjam, veste, ker vi ste tako simpatičen, gospod. Z vami bi bila raj 10 let, veste, ker zunem kretenam samo 10 minut. Ja, dajte, no. Časna reč. No, laskate mi. Ne, res je. Laskate mi. Gospod, a vas jaz lahko povabim danes zvečer na eno skromno večerico? Nič posebenega. Mal meska, mal solatke, pa en glašek domačka linčka. Pa to mi bo v največje zadovoljstvo, veste, večera sa najlepšom damom v gradu. Anja. Ja? Tina. Kako smo ti not prišla? Ja, nič, skozi vrata, vse so bila odprta. Kar naprej. Ja, končno, en normalen človek, ki ni otrok ali pa ki nima zveze s čokolado, meni se vzmešala. Joj, prosim te, Anja, sam ne mi hrane omenjati, ker mi je toliko slabo. Jaz sem čist na konci. Veš kaj, zato sem tudi k tebi prišla. Prosim, a mi lahko malo pomagaš? Jaz res več ne vem, kaj bi naredila, no? Dej, ti bom malo stopala zmasirala, ker dej se zuj se. Na, eno nokco daš kar tle, le. Ja. Takole. Okej. Tako, dej, samo. Imaš pa otečene gležne, veš? Imam, ne? Ja, sej pa ne sam gležne. Poslušaj, Tina. A mogoče ti veš, a je kaj novega pod našo streho, a? A veš kaj? V bistvu nič ne vem, zato ker se sam za svojega dojenčka zanimam.
Ja, seveda. Ja. Ti bom kar malo pomasirala. Ja. Halo? Dobar dan. Jel bi mogao da ispopričam sa gospodom Dule? Dule. Sa gospodom Dule. Dule. Pa da. Ima jedna važna stvar da mu kažem. Kako? Opet da ga nema? Dobro. Kasnije ću nazovem. Nič. Spet ga ni. Mogoče zato, ker sem se jaz za šiptarje predstavljal, on pa je Srb. I kaj pa, če bi jaz narodno spremenil, a? To je pa dobra ideja. Veš kaj, da ti tole zriti, jaz grem pa ta cajt pokojena, ker veš, da je že tu dok preklenen, tam ga bodo da tlulet ali pa kakar. Rado, ti. A imaš mogoče kak čik prsem? Kdaj pa ti kadiš, Jože? Zdaj sem malo živčen, viš. No, pa imaš srečo, veš, ker imam ene takole za vsak slučaj za kakšne te nočne konspiracije. Aha. Tikaj se pustim tle. Ne, bom sam enega vzel. Jožko, dobro zriti. Sedem s nas. Ja, daj odklen. Pa zaklen takoj zdaj. Tina, živjo. Mojca. Hej, kakšna pa si? Ja, si čist zelena, ti je slabo? Joj, ful. Mene bo kar pobral. Veš kaj, bila sem pri Ani na masaži, ampak mi ni nič mi ni pomagali, jaz ne vem, kaj je to, skos mi je slabo. Veš kaj, ti bom pa jaz poskušala pomagati. Tako v Indiji težave rešujejo. Veš, ti se lepo sprost, nad se ne boj, čist lepo mirno. Čakaj, takole bomo naredili. Takole. Da se pa lepo obrnem, prosim. Vzravnan hrbet probaj imeti, ampak čim bolj sproščeno, lepo sproščeno, pa v miru dihaj. Prav? Pa lepo poskušaj ponavljati čim bolj mirno. No, dajmo. Končale sva. Hej, a že kaj boš? Mojca! Mojca! Meni več slabo. Mojca, ti si coparenca, ti meni pomagal. Jaz se tako super počutim, odkar sem noseča, se nisem tako dobro počula. Mojca, pa meni več slabo. A lahko še enkrat? Seveda, moram se. Pa to je čudaš. Ti si res čarovnica. Tale Mojca pa obvlada. Kaj ne rečem? Tino imam sicer na sumu, da ima glum, tako kot moj foter. Sam, da moj foter igra idiota in to hudo uspešno. Nažalost. Zdaj me res zanima, kako se bo tole razpletlo. Mislim, telefon, pa napravce, pa to. Pod eno streho. Sveto, stan zdaj!
Ti, ja končen, sem mislil, da boš pustil kar crkati tukaj. Veš, ko so se snemanjem zezale, pa zezale soči. Škaj, zdaj saj razumem, kako se je počut pes naketen. A imata vsaj posnetke, no? Ja, nič ni bilo. Dule ni hotel k telefonu, verjetno zato, ker je Jože Šiptelja glumil. Vse zdaj bo spremenil narodnost, bez skrbi. Ti me z dobre skrbi. Prej od skrbi skoraj umrl, sem bil tukaj le preklenen. Poslušaj ti, Rado, poslušaj, kogače prišlo slučajno do požara. Videla se tamle po telefonu, špilata šiptarčke, Korim se pa spremenil kupček pepela tamle, pod tole ograjico. Porka fiks, pa dej odklen me že hitar, no. Pa daj, Korenu, mjeceno. Pa tudi jeceno. Ja, dej. No, končno. Tole, ja, in takole. Ja, čo? Ja, a spet? Alo? Dobar dan. Jel bi mogao dobiti gospon Duleta? Alo? Kako? A vi ste gospon Dule? Ujebem ti. Ma ne, ništa vama. Sad ću ja. Nešto mi ispalo. Da. Evo me nazad, tu sam. Znate, gospon Dule, ja bih nešto nabavio. Ako može. Čuo sam da imate izvrsnu robu. Šta? Ko sam ja? Ja sam ti Hamdija. Hamdija Zenice. Znate, gospon Dule, imamo mi svoju dilersku mrežu već godinama. I ako se vi uklopite u to, bit će vam to posao stoljeća. Govori se u milijun eurima. Pa vi samo recite, idete u posao ili ne. Pa nema tu šta da se razmišlja. Tako se govori. Dobro, gospon Dule, čujemo se mi. Čujemo se mi kasnije. Kasnije ću vas zvat. Ajde, zdravo. Krakujem! Takoj! Je pet noč, Rozi. Ja, Špela, tako sem vesela, da sem te dočakala. Sem te pogrešala, veš, kako si. Robika moja. A veš, nekaj bi se nujno rada s tabo pogovorila. Je prav, dajva se usesti. Glej, Špela, jaz vem, kako dobra punca si ti, pa tudi veš, da te imam rada, ne? In dobro veš, da sem ti zmeraj stala ob strani. Zato bi rada, da mi nekaj čist pošteno odgovoriš. Prav vprašaj, pa ti bom povedala. Kaj je zdaj z vama, z Janezom? A je res, da si ga zapustila? Dej, Rozi, ti tega ne razumeš, no. A pol je res. O, Bogi, o, Marija. Ja, Špela, jaz bi roko dala zate v ogenj, sam tega pa res ne razumem. Ni v tebi čist nič usmiljenja. Pa sem ti rekla, da ne boš razumela, kaj se pol utikuješ. Čakaj, sam še to. Zdaj mi pa čist odkrito povej, poglej mi v oči in povej, a ga res nimaš več rada. Seveda ga imam še rada. Seveda ga imam, samo ne morem biti z njim, ker ne smem, razumeš? O ti bogi otroci, kako ste si zakomplicirali življenje. Ampak jaz sem vedela, da ga imaš rada, vedela sem. Glej, ljubezen ne umre kar tako in tudi zmeraj, vem, da zmeraj zmaga. Samo obljubi mi, da ne boš tega nikomor povedala, obljubi. Obljubim. No, zdaj pa je moj fotorček pred težko odločitvijo. Ali bo še naprej glumil Hamdijo, pa tvega, da ga bo mami res pognala v Zenico, ko pogrunta, da spet kadi, ali pa bo zafrknil posnetek. No, bomo videli.
Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja.